Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS, kjer smo ves čas predvolilnih bojev oziroma teh predvolilnih aktivnosti za lokalne volitve, ki so bile 20. novembra, smo za vas pripravili različne televizijske oddaje, od pogovorov do raznih reportaž, pa tudi do soočenj. 20. novembra je potekal prvi krog volitev. Občinski svetniki in pa tudi mestni svetniki so znani. Znana je tudi večina županov, ki so zasedli županski stolček. No, v nekaterih občinah je pa drugi krog, ki bo 4. decembra. In da bi, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vam lažje nekako prispevali k vaši odločitvi, da bi se lažje odločili 4. decembra na volitvah, pa za vas tudi pripravljamo soočenja preostalih kandidatov, ki so se uvrstili v drugi krog. No, tako smo se tokrat odločili, da za vas pripravimo soočenje kandidatov v mestni občini Murska Sobota, dveh kandidatov, ki sta se uvrstila v drugi krog. Tako bi v studiu pozdravil gospoda Damjana Anželja, katerega predlagatelj so Socialni demokrati. Na volitvah ste dobili 42,42%, torej 3402 volilcev v mestni občini sta se odločila za vas. Najprej čestitke za uvrstitev v drugi krog, pa seveda pozdravljeni v našem studiu. Hvala, lep pozdrav vam in tudi lep pozdrav vsem občankam in občanom. Kot naslednji kandidat, ki se je uvrstil v drugi krog, je gospod Andrej Mešič. Vas je predlagala Slovenska demokratska stranka, dobili ste slabo tretjino glasov, torej 2597 občanov in občank mestne občine Murska Sobota se je odločilo in vas obkrožilo na volilnem lističu, tako da čestitke za uvrstitev v drugi krog, pa seveda pozdravljeni v našem studiu. Pozdravljeni tudi vsi gledalci in gledalke studia AS in hvala na povabilu za soočenje. Torej, imamo nekako 5 različnih sklopov, torej najprej bosta kandidata komentirala volilni rezultat, potem se bomo pogovarjali o evropskih sredstvih, naslednja tema je turizem, pogovarjali se bomo tudi o viziji mestne občine Murska Sobota in pa seveda na konci pa bosta kandidata še dala svojo zaključno misel oziroma imela bosta možnost, da nagovorita volilke in volilce. Torej, sistem današnjega soočenja je sledeči. Torej, tisti kandidat, ki bo dobil vprašanje, bo imel 2 minuti na razpolago za odgovor. Protikandidat bo potem imel možnost minute za odgovor oziroma repliko oziroma svoje mnenje in potem tisti, ki je dobil vprašanje, še ima potem minuto časa za tisto končno zaključno misel glede tistega vprašanja, ki je pač bilo postavljeno. Morda, če bo se debata šla v zanimivo smer, bomo pa zadevo tudi malo podaljšali za kakšne pol minute do minute. Bomo videli, kako se bo debata razpletla. Pa gremo sedaj na prvo temo današnjega tega pogovora, debate, soočenja, kakorkoli že. Torej, to je komentar volilnih rezultatov. Tukaj ni možnih, torej nimamo replik, samo vaše mnenje, vaš pogled na to, glede na ta komentar volilnih rezultatov, pa morda, če smo prej, gospod Anželj, z vami začeli za pozdravi, bi pa sedaj začeli z vami, gospod Mešič. Kako bi vi komentirali volilni rezultat, ki ste ga dosegli na teh županskih volitvah v mestni občini Murska Sobota, ko vas je podprla skoraj tretjina volilk in volilcev v mestni občini Murska Sobota? Ja, moram povedati, da sem z rezultatom zadovoljen, da se zahvaljujem vsem volilkam in volilcem, ki so šli v prvem krogu na volišča. Pričakujem čim večji obisk tudi v drugem krogu, da me podprejo. Videli so perspektivo, novo perspektivo v Murski Soboti z tem, da so mi dali volilni glas. Bili smo 4 kandidati, vidva sva se uvrstila v drugi krog. Nekako moram povedati, da pričakujem pozitiven rezultat v drugem krogu.
volilke, tudi stranka Svoboda se je nekako odločila, da bo volilcem in volilkam za svojo izjavo dala prosto pot, kako se bodo odločili, kako bodo razmišljali in kako bodo videli naju-dva kot kandidata, ki je nekako tisti, ki bo naslednja 4 leta v Murski Soboti in širše predstavljal občino Murska Sobota. Hvala lepa, gospod Mešič. Gospod Anžel, novinec na političnem parketu v Murski Soboti, sedaj pa v drugem krogu. Ja, jaz bi se prvo zahvalil vsem volilcem in volivkam, ki so dejansko prišli na volišča, saj so volitve praznik demokracije. Še posebej bi se pa zahvalil vsem tistim, ki so dali glas zame in za stranko Socialni demokrati. Z rezultatom sem zadovoljen, saj dejansko po pregledu volilnih rezultatov sem dobil največ glasov v večini volišč. Prav tako smo največ glasov je prejela stranka Socialni demokrati. Je pa res, da je letos bilo manj list in so bile tudi kvalitetnejše, se pravi, so bile na listah osebe, ki so dejansko prepoznavne, ki so v okolju našem znani obrazi tudi, nekaj novih. Vsekakor že sedaj pozivam volivce, da pridejo tudi v čim večjem številu na volitve v drugem krogu in oddajo svoj glas in tako pač izbirajo občino, v kateri želijo živeti. Se pravi, mi ponujamo nadaljni razvoj, še hitrejši razvoj, tudi regijsko, ker mestna občina Murska Sobota mora biti gonilna sila regije. Naš program je dober, imamo stvari, ki dejansko štrlijo iz povprečja in seveda bomo to, kar smo obljubili, tudi izpolnili. Obenem bi čestital tudi vsem kandidatom, ki so pač sodelovali na teh volitvah. Kar se tiče Gibanja Svobode, mislim, da je ta pač odločitev lokalnega odbora bila malce preuranjena, kajti nenazadnje stranka Socialni demokrati in Gibanje Svoboda tvorita tudi koalicijo in je tudi koalicijski sporazum podpisan. Tako da pričakujem seveda še večjo udeležbo v drugem krogu in seveda, ker so že v prvem krogu volivci pokazali, da so prepoznali ta naš program razvojni, ki ga želimo nadaljevati in jih pozivam na volitve. Hvala lepa, gospod Anžel. Gremo sedaj na temo, naslednjo temo, to so pa evropska sredstva. Nekako črpanje evropskih sredstev je nek indikator uspešnosti delovanja občine, pa tudi nekako si ljudje tudi želijo nekega razvoja s pomočjo teh evropskih sredstev, kajti potem so na razpolago neka sredstva, ki so namenjene infrastrukturi, pa tudi nasploh obogatenju samega življenja v občinah in tako naprej. No, v obdobju 2014-2020 je bilo Sloveniji namenjenih 3,3 milijarde evrov. Med vsemi občinami je bila najuspešnejša občina Ljubljana, ki je nekako počrpala 123 milijonov evrov. Nekako na repu je pa bila gorička občina Gornji Petrovci. Pa, če pogledamo, tudi druge občine so nekako bolj ali manj uspešne pri črpanju teh evropskih sredstev. Pa morda, gospod Anžel, za vas vprašanje. Mestna občina Murska Sobota je v obdobju 2014-2020 počrpala 11 milijonov evrov sredstev. A lahko to ocenjujete kot uspešno ali neuspešno? Glejte, v obdobju, kot ste povedali, 2014 do 2022 je bilo skupaj z državnimi sredstvi počrpano več kot 20 milijonov sredstev. Ker v tej številki, kot ste omenili, ni zajeta občina Grad, ki je nosilec vodovoda B in tudi ta občina Grad je počrpala za mestno občino nekje skoraj 8 milijonov sredstev, govorim za evropske in državne skupaj. Tako da ocenjujem, da je črpanje bilo uspešno, seveda se da vedno bolje in tudi kot župan si bom prizadeval, da bomo počrpali teh sredstev še več. Optimizem gradim tudi na tem, da minister za kohezijo in regionalni razvoj je bivši župan, se pravi, in tudi sam
je obljubil, da bojo sredstva na voljo na občinski upravi, na županu pa je, da pripravi tiste razvojne projekte, s katerimi se bomo lahko na ta sredstva tudi prijavili, in v našem programu je kar nekaj takih projektov, s katerimi pač želimo sodelovati pri teh projektih in ta evropska sredstva tudi počrpati. Tako kot sem povedal, nekako številke kažejo svoje in smatram, da smo uspešni, se pa da vedno bolje. Gospod Mešič, kaj zdaj s temi 11 milijoni oziroma s temi vrednostmi pri črpanju evropskih sredstev, kako vi to ocenjujete? No, v samem mojem programu imam na koncu glede izboljšav, tako v občinski upravi kot v upravi, ki črpa denar oziroma razvojnem centru, to pomeni posodobitve, izboljšave, kar bom zahteval, po mojem mnenju, ni bilo vse počrpano, kot bi bilo morano. Tu imam podatke, naprimer 2014-2018, kjer mogoče smo v Pomurju res na prvem mestu, ampak smo daleč največja občina. In ko potegnemo sumo sumarum, da smo po 573 evrov počrpali na prebivalca, naprimer Ljutomer, ki bi lahko bil primerljivi za nas, je pa 911. Omejeno je dosti več. A pa če naprimer 1700, Radenci 1000, Odranci 1400, Vržej 1500. Glavno moje mnenje je, da bomo, ko bom župan, te stvari delali boljše, odločneje in bomo počrpali vse, kar se le da. Hvala lepa, gospod Mešič. Gospod Anžel, še vaša zaključna beseda pri tem vprašanju? Tukaj moramo povedati še eno bistveno stvar. Gospod Mešič je omenil ostale občine, ki pač niso mestne. Mestna občina dejansko zakon se mora tekoče transferje zagotavljati, se pravi, ostane manj investicijskega denarja. In je potrebno povedati, da smo bili na robu pri črpanju sredstev, ker občina vedno zagotavlja tudi svoj delež sredstev. Se pravi, mi smo bili na robu, da nismo mogli več črpati, ker bi se drugače morali zadolževati za tisti svoj lastni delež, kar pa pomeni, da nam potem se omejimo s tem zadolževanjem tudi za druge projekte. In dejansko črpanje je bilo uspešno, to kažejo tudi številke. Ne nazadnje projekti Slovenska ulica, Expano, potem LAS projekti, Gov in Natura, potem CTN projekti, kjer so se delale kolesarske steze, in dejansko smo počrpali res tisto, kar se je dalo. Vsekakor si bom pa prizadeval, da bo to črpanje tudi v mojem mandatu uspešno in učinkovito. Hvala lepa, gospod Anžel. Gospod Mešič, gospod Anžel je nekako omenil ta projekt prenove mestnega središča Murske Sobote, predvsem ta Slovenska ulica, ki je bil nekako sofinanciran z evropskimi sredstvi. Menite, da so bila ta evropska sredstva pri ureditvi Slovenske ulice ustrezno porabljena? No, to je šlo celostne teritorialne naložbe za ureditve mest in tako naprej. V glavnem, tukaj smo počrpali kot občina sredstva, ki so nekako namenjena in strukturno navedena, koliko bi moralo mesto počrpati. Je pa res, da smo bili zelo, zelo preslabi pri črpanju vseh ostalih drugih evropskih sredstev. Murska Sobota je porabila nekje 6 milijonov vse skupaj za ta center mesta in moram povedati, ne vem, nimam točno takega pregleda tudi v mestnem svetu. Kot sem že večkrat povedal, tudi dostikrat dobimo za vse stvari mestni svetniki dosti premalo informacij, ko se črpajo milijonska sredstva. To sem že rekel. Tudi včasih za par milijonov smo dobili tudi samo po pol strani A4 formata ali pa en A4 format. Včasih se mi zdi, da se vse skupaj skriva. Zadeva je koštala 6 milijonov par 100 metrov. Ne vem, no, če je to ekvivalentno ogledamo z nekimi drugimi sredstvi, ki se za same ceste porabljajo, je to zelo enormna številka. Kljub temu, da se je tudi menjala kanalizacija, ponovno tam pločniki, vse skupaj se je pa izvedlo na en, kako bi pravil, nič naravnega, v bistvu na ta beton, zato imamo vedno problem, ko govorimo o tem oživljanju mesta, kot so že vpraševali tudi na Pop TV, zakaj je v mestu tuga in tako naprej. Zakaj? Zato, ker mesto smo prenovili, duše pa nismo dali.
Gospod Anžel, kaj zdaj v soboti je tuga ali ni tuga? Ni tuga. Mesto se še prenavlja. Tudi zdaj občani imajo možnost videti, da se še ulice urejajo, uredila se bo tudi Kocljeva, prenovila se bo tržnica, prenovila se bo avtobusna postaja, zgradil se bo večstanovanjski blok in dejansko, ko bo enkrat ta celota zaključena, šele takrat je postopek oživljanja mesta, ker prej ne more niti biti. Tudi druga mesta v Sloveniji, ko so prenavljala mestno jedro, niso takoj zaživela, ker je to proces. Ampak že zdaj na Slovenski ulici imamo zasajenih 92 dreves, prej jih je bilo, ne vem, 10 mogoče. Tako da ta ozelenitev zdaj v zimskem času se seveda ne vidi, se bo pa na spomlad in poleti. In druga zadeva, kar je, že sedaj so tukaj neke vsebine od trgovin, kot je Mercator, Müller, potem že Spar, butični hotel, ki je edinstven v tem našem koncu, hotel Zvezda, prenavlja se restauracija Central, kjer bo spet, po mojih podatkih, oživela pizzerija, imamo bunker, ki je edinstven v Evropi. Z subvencijami, se pravi stimuliranjem, bomo tudi dali nove vsebine, tudi nove dogodke in takrat sem prepričan in tudi, ko bo več stanovanjski kompleks zgrajen, bo za te ljudi postala Slovenska ulica dvorišče. Hvala lepa, gospod Anžel. Gospod Mešič, vaša zaključna beseda pri tem vprašanju? Ja, ostajam pri tem, da smo prenovili, sigurno smo dali preveč denarja, kako je točno potekal proces financiranja, težko povem, ker to izvaja župan. Potem ta cele procese mi svetniki ne dobimo, to nekako pripada županu in moramo zaupati, razen če so kakšne revizije. Seveda samo oživitev ne bo lahka, vse tiste tisoče in tisoče služb, ki so bile 20-30 let nazaj v Murski Soboti, več ne moram pripeljati. Je pa res, da bomo z novim OPPN-jem in za to stanovanjsko zgradbo, ki upam, da se bo res začela graditi v najkrajšem možnem času, te stvari malo poboljša. Ampak jaz imam v sami strategiji za samo oživitev kar nekaj stvari, da bomo življenje prinesli in da bomo nekako življenje in dušo, srce dali mesto. Hvala lepa. Gremo sedaj na naslednje vprašanje. Gospod Anžel, kakšni so vaši načrti pri črpanju evropskih sredstev v obdobju mandata 2022-2026? Namreč ta mandat, prihodnji mandat, za katerega kandidirate kot župan, pade pod perspektivo, to evropsko perspektivo 2021-2027, kjer je na voljo skoraj 4,5 milijarde evrov, od tega 2,9 milijarde evrov odpade na kohezijo, 1,6 milijarde evrov pa na sredstva za kmetijstvo in razvoj podeželja, pa so še tudi kakšna druga sredstva, ampak jaz sem se nekako osredotočil na te zadeve. Torej, kakšni so vaši načrti, torej, kako, če boste župan, kakšen je vaš načrt, da boste v Mursko Soboto pripeljali čim več teh sredstev? Ja, gledajte, kot sem že povedal, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je pripravilo finančno perspektivo in tudi na Ministrstvu za gospodarstvo bodo sredstva, kjer bomo lahko z svojimi projekti konkurirali na razpise. Od obeh ministrov imam to zagotovilo, seveda sta ona dva ministra vseh državljanov in državljank, ampak mi imamo tudi že pripravljene projekte, kot sem omenil, tudi prenova avtobusne postaje, prenova tržnice, izgraditev upravnega centra, potem obnova Hartnerjeve vile, tudi te kolesarske povezave. Naj povem, da v prejšnji perspektivi iz CTN-ja je bilo samo mestno, se pravi mestno jedro in Černelovci so bili zajeti, zdaj so tudi ostala primestna naselja v to zajeta, se pravi se še spodbujajo te kolesarske povezave med primestnimi naselji in centri in tudi med samimi občinami. Tukaj bomo sodelovali tudi iz našega programa izhaja, eden izmed temeljev je sodelovanje, potem razvoj in kvalitetno sobivanje in se sodelovanje s povezovanjem v regiji, tudi s sosednjimi občinami, vidim te projekte glede ureditve cestnih povezav in tudi kolesarskih. Ne nazadnje, tik pred začetkom je prenova Markišavske ceste, prenova Noršinske ceste in dejansko tudi nadaljna prenova mestnega jedra. Vse to bomo tudi ciljali na evropska sredstva.
Spoznal sem ekipo v mestni upravi, ki je dobra, ki je strokovna glede tega črpanja sredstev. Vkolikor bo potreba, bomo to ekipo še okrepili in jaz optimistično zrem v prihodnost in se ne bojim niti teh izzivov. Hvala lepa, gospod Anželj. Gospod Mešič, kakšen je vaš borbeni plan za dosego teh evropskih sredstev? V bistvu prvo, kar je, hočem na občini redno prevetritev tistega, česa imamo. V bistvu je, kaj imamo pripravljeno. Moje mnenje je, da imamo premalo pripravljeno, ker glede tega sem dobil dosti sugestij, da stvari niso pripravljene, da potem ne morejo tudi drugi, ki bi lahko konkurirali za evropska sredstva preko občine, niso pripravljeni OPPN in tako naprej. Konkurirati tudi mogoče nekatere druga društva ali pa drugi v občini subjekti. Zato pa po tej prevetritvi enostavno hočem maksimalizirati in spodbuditi vse načrte, ki bodo za to celo obdobje delovali takrat. Zato, ker mislim, da je to sama stvar, ki v občini ne deluje maksimalno. Hvala lepa, gospod Mešič. Gospod Anželj, minuta je vaša. Ja, naj še povem, malo kot dopolnitev, malo kot replika. Že zdaj ima občina sprejetih 9 OPPN-jev, ki bo omogočalo gradnje nekje 500 stanovanjskih enot. In dejansko zdaj, ko smo hodili po krajevnih skupnostih, smo tudi dobili informacije, da dejansko v krajevnih skupnostih je potreba po širitvi naseljih. Sprejemali bomo še nove OPPN-je, vsekakor, ker želimo, da se ta gradnja tudi omogoči, da se mladi vračajo v mestno občino in tukaj vidijo svojo priložnost. Sam pa bom povezal vse javne zavode in tudi javna podjetja v smislu, da ko bomo se pravi delali neke projekte, da bomo črpali ta evropska sredstva tudi iz večjih virov, saj bomo tako lahko pridobili več sredstev in bomo tudi uspešnejši pri samem črpanju evropskih sredstev. Hvala lepa. Torej, to temo črpanja evropskih sredstev smo nekako obdelali, malo smo pogledali, kaj se je dogajalo, malo smo tudi pokukali v prihodnost. Pa gremo sedaj na naslednjo temo, to je pa turizem. Namreč COVID-19 je imel neko tudi pozitivni učinek na pomurski turizem, kajti nekako smo postali zanimivi za ostale dele Slovenije. Vemo, da so predvsem s tistimi boni takrat postali zanimivi, jaz pravim za Krajince, pa za Štajerce, pa tako naprej, ki so pa tudi Primorci, ki so nekako romali v deželo ob Muri. In se tako nekako povečal obisk, tudi letos se je zadeva nadaljevala. Poznam kaj nekaj turističnih ponudnikov, ki so nekako rekli, da takšnega leta kot letos že dolgo niso imeli. Pa gospod Mešič, za vas vprašanje, a je občina Murska Sobota naredila dovolj na področju turizma? Torej, da lahko nekako vsem tem obiskovalcem iz ostalega dela Slovenije, pa tudi od drugod, ima tudi kaj za ponuditi. Najprej bi pohvalil ukrep, ki ga je prejšnja vlada naredila glede tega ukrepa, da je dala te bone. Marsikdo, ki sploh ni vedel z drugih koncev, so vedeli za Prekmurje, za Slovenijo, za Mursko Soboto, ampak mogoče so 50-60 let stari, pa nikoli niso niti bili tu. To se je videlo, da je bilo to frekventiranje v samo Prekmurje, regijo in pa tudi v Mursko Soboto na velikem nivoju in to seveda pozdravljam. Takšna leta bi si še seveda želeli, je pa sedaj to neka podlaga. Če zdaj spet zaspimo, da par let ne izvedemo nekšnih strateških načrtov glede tega, bodo spet zaspali v svojih pokrajinah in bodo nekako ti, ki so sedaj bili tukaj, pozabili. Zato je v redu, da nekako te stvari pospešimo, se potrudimo. Jaz v samem turističnem zgodbi vidim produkt, novi turistični produkt za Mursko Soboto,
ki bo tako regijsko kot slovensko ali pa tudi evropsko prepoznaven. Na tem bomo delali, s to se bomo pogovorili s vsemi akterji v sami mestni občini, tako z deležniki, ki so tukaj, tako z vsemi upravljalci javnih zavodov in bomo na tem delali. Je pa tudi v mojem programu nekako umeščen trikotnik Expono, Ris dvorec, Rakičan in letališče. Moram povedati, Expono je v nekem deficitu oziroma v zgodbi, ki ne gre gor. Sedaj vidimo, da je tudi sam najemnik gostinske ponudbe. O Exponiju se še bomo pogovarjali, ker imam naslednje vprašanje. Zdaj, če samo zaključite to vašo misel. Pa potem gremo. Ja, v glavnem imam predvideno trikotnik Expono, dvorec, Rakičan, letališče, neko povezavo, ki bo dala neko širšo zgodbo. Hvala lepo, gospod Mešič. Gospod Anželj, torej, a je občina Murska Sobota naredila dovolj na področju turizma? Glejte, bom tako povedal. Turizem je panoga, ki dejansko učinki, katere se potem odražajo v gospodarstvu. In mi imamo veliko možnosti tukaj, gledano tudi kot regija, za neke dogodke. Ne nazadnje imeli smo balonarsko prvenstvo svetovno, kjer je bilo poročanje, novinari so bili iz celega sveta, kapacitete spalne so bile zapolnjene, gostinski lokali so bili polni. Tudi naša nogometna šola Mura z evropskimi tekmami privablja turiste. Žal nimamo zdravilišča, da bi se lahko proračun napajal tudi iz turističnih taks, zato moramo ciljati bolj na dnevne goste in tukaj v povezavi z zdraviliščem Radenci, Moravske Toplice dejansko vidim tisto populacijo, ki bo prihajala tudi v mesto z vsebinami, ki jih bomo dodali, bomo to dosegli. Dejansko imamo reko Muro, ki je naš biser in tudi tam imamo v načrtih izgraditev turistično poučne poti, v perspektivi tudi mlin na Muri, kolikor bojo za to sredstva, projekt že nastaja in dejansko smo naredili, vedno pa je lahko še bolje. Hvala lepa, gospod Anželj. Gospod Mešič, imate zaključno besedo pri tem vprašanju? Minuta je vaša. Ja, v glavnem, če lahko nadaljuje tam, v sami zgodbi Expono, ali bomo pa se vrnili na čisto vprašanje. Glavno, to pomeni turistični produkt, ta trikotnik, uživitev mesta, pogovarjanje s vsemi deležniki, pogovarjanje še enkrat z vsemi javnimi ustanovami, ko so pod okriljem občine in skupaj iskati pravo rešitev. Žal rešitve, ki so bili prej, niso prave. Za moje pojme ZKTŠ, ki bi moral, ki se nekako nagraduje z direktorico gospod Prehavčevo na samo mestno in osredotoča na mesto in mestno središče dela v preteklosti. Te zgodbe moramo prenoviti, moramo neki novi veter, neki novi stil, ki bo tudi privabil tako mlajšo generacijo kot srednjo in tisto starejšo, ki bo videla v samem mestnem jedru, da lahko preživi svoj prosti čas. Hvala lepa. Lahko replika? Te pa dajmo 30 sekund. Je vaših s tem, da gospod Mešič boste potem bi tudi še imeli 30 sekund na razpolago. Jaz bi, ker gospod Mešič govori o turističnem produktu, mislim, da 6 dni do volitev se občani in občanke zaslužijo, da pove, kakšen je ta turistični produkt. Dvakrat sem lahko povedal. Replika je ta, v bistvu, da bomo, že sem rekel, 3 faze bomo šli. Najprej vsemi deležniki znotraj Murske Sobote, potem z ustanovami, ki so pod okriljem občine in potem z mojim novim kadrom, ki ga imam pripravljenega, ki ve, zakaj se gre, zato, ker je mestna oblast v tistem delu zadnjih 8 let zakrknila. Kaj je ta produkt? Zakaj? Ne sem ti zdaj glih odgovoril. Ne, bomo ga našli. Produkt, ja, bomo ga našli. Ki bo ekvivalente Murski Soboti samo. Ja. Jaz pričakujem, da poveste, kaj je ta produkt. Ja, glej, sem ti rekel, da bomo ga našli. Dobro, gospoda, bomo ga sproducirali, če ga ni vedela vaša oblast, bomo ga pa mi, bomo ga pa vi. Gospoda, gremo sedaj naprej na naslednje vprašanje, gremo k Expanoji, ker ste ga že oba tako drugače malo omenila. Pa gospod Anželj, vprašanje za vas. A so Expano turistična vrata v Pomurje, da ali ne? Oziroma, kako vi gledate na ta vlogo tega Expanoja v Murski Soboti? So, ampak bom prvo demantiral gospoda Mešiča. Leto po presežki, Expano dela z presežkom, vendar Expano ni bil narejen, da bo ustvarjal dobiček, ampak vhodna vrata v Pomurje, kjer bodo
obiskovalci tudi dobili informacije za celotno Pomurje in Expano je zgodba o uspehu. Leto 2019 bom zaokrožil 30 tisoč, 2020 11 tisoč, 2021 26 tisoč in oktober 2022 presežek 11.943 evrov. Ne vem, odkot so njemu podatki, da dela minus. Kar se pa tiče Expanoja, imam jaz tudi ta podatke. Kar se pa tiče Expanoja, bomo pa zgodbo še nadgradili, izdano je gradbeno dovoljenje za izgradnjo kajaka steze, izdano je gradbeno dovoljenje za postajališče za avtodome, tam bomo naredili talent center, se pravi, kar bo nekaj edinstvenega, kjer se bojo dijaki in tudi osnovnošolci imeli možnost testirati, kaj so tiste njihove prednosti, kaj so njihovi talenti in dejansko bodo v ta talent center po vzoru Avstrije prihajali iz celotne Slovenije. Tudi nadgradnja v perspektivi, jaz vidim ta eno večnamensko športno dvorano, tudi neko prenočitveno kapaciteto, seveda z dodajanjem teh vsebin raznolikih bo tudi več obiska, ampak mi moramo Expano gledati širše skozi regijo, sinergijo, ki Expano povzroča po celotni regiji, se pravi obiskovalci in tudi obisk je rekorden bil letos tako v samem paviljonu, tako tudi ob Soboškem jezeru. Tako da enostavno Expano je zgodba, ki je živa, ki se bo nadgrajevala in dejansko, če ga bi pa imela katera druga občina, bi pa govorili, ja, mi ga nismo, ostali ga pa lahko imajo. Tujci nam priznavajo, vsi obiskovalci, ki prihajajo v Expano, tudi so bili nenazadnje nedolgo nazaj veleposlaniki in vsi so navdušeni nad to zgodbo. Hvala lepa, gospod Anželj. Gospod Mešič, še vaš pogled na ta soboški Expano? Ja, zgodba o uspehu. Glej, to je v narekovajih. Na Expanu je tukaj, moramo ga uporabiti. Jaz vedno govorim v celi kampanji, da bomo te dve postavki po 100 tisoč, ki dajemo v Expanu, naredili nič. Da bomo se potrudili, da bo Expano delal pozitivno in ne pravim, da ni obiska, je predvsem v letnem času. Vidi se, da je sistematični problem v samem Expanoju. Zadnji nekaj dni prišel članek, ki govori spet o odhodu gostinca. Če bi bil tak super produkt, bi ta gostinec bil v njem. Vemo, da so imeli z samim gostinstvom že problem takrat, ko so naredili Expano, niti domači izvajalci gostinstva niso hoteli v njega in to renomirane, da ne bom zdaj z imeni. In enostavno vidimo, da stvar ne pije vode, ampak bomo ga izkoristili pozitivno, tako kot je treba, da ne bo prinašal 200 tisoč manjka v proračun. Hvala lepa, gospod Mešič. Gospod Anželj, še vaš komentar? Jaz bi še samo mogoče repliciral na tega ponudnika gostinske ponudbe. Kolikor je meni znano, je imel težave z kadri, ne zato, da ne bi bil zadovoljen s poslovanjem. Vidim pa to priložnost za naše domače gostince, mogoče bo kdo spoznal to priložnost in nič slabega, po mojem, ni, če se gostinec zamenja. Vsak ima za to svoje razloge in gledajmo zgodbo pozitivno, ker če bomo samo z negativizmom, potem res bomo še te, ki sedaj prihajajo turiste, bomo še te odgnali iz naše mestne občine. Moram replicirati. 30 sekund je vaši, gospod Mešič. Ne vem, kje vidi on tu negativizem, gospod Anželj, če jaz pravim, da bom zmanjšal porabo Expanoja in da bom zreguliral, da ne bo prinašal izgub v proračun in da bomo z 200 tisoč vsako leto naredili eno cesto v vasi. Evo. Ne vem, kaj je tu za negativizem. Gospod Anželj, še vi imate 30 sekund. Expano? Ja. Kot sem povedal, moramo gledati širše. Včasih moramo iz svojega dvorišča pogledati ven, da vidimo celotno sliko. Dejansko Expano se bo povezal, je že zdaj povezan tako z vinarjem, stolpom v Lendavi, kot tudi z Grad na Goričkem, Vulkaniju in z ostalimi. Mi imamo izjemne turistične ponudnike, tudi, ker zdaj ne bom vsakega posebej našteval, priznavajo nam kulinariko, priznavajo nam dobra vina, priznavajo nam dobre destinacije, vse več kolesarjev prihaja v našo mestno občino, ker vidijo tukaj tisto naravo, ki je neokrnjena in dejansko bomo tudi z povezovanjem vseh javnih zavodov ta turizem in tudi Expano dvignili še na višji nivo. Hvala lepa.
Gospod Anželj, zdaj pa še gospod Mešič, glede turizma še zadnje vprašanje. Glede na to, da je Murska Sobota znana tudi po dveh sejmih, po Trezi in Miklavžu, ali bi lahko Murska Sobota postala tudi sejemsko mesto? Ja, vse nastavke glede tega imamo. Imamo še naprimer tudi ponedeljkove sejme, ki so vsaki mesec prvi ponedeljek v mesecu. Potem še imamo spomladanski sejem, ki bi lahko tudi dobil svoje ime. Mislim, da spomladanski je na Vidovu po še en sejem, 4 te generalne z Miklavžem pa z Terezo. Seveda, naprimer ponedeljkovi sejmi so za mene katastrofa. Porinuli so jih tja nekam tu na to cesto do knjižnice, nimajo neke vsebine, nimajo enake podobe. Ne vem, zakaj ne moremo ponedeljkovem sejmu dati podobo, ne vem, primerne stojnice urediti, ne vem, pa to ne bi prišlo toliko, 30-40 tisoč neke renomirane, lepe stojnice, ki bi potem tudi samemu ponudniku dale, ki tam ponuja večjo energijo in moč, da bo prišel in da bo to imelo neko zgodbo. Umaknili smo slovenske ulice, ne vem zakaj ponedeljkov sejem, in tam nismo ga nekako renomirali oziroma renovirali nič. Sami Tereza in Miklavž sta, moram povedati, kar na nivoju, ampak tu to sejemsko podobo, ki je že od nekoč. Nekoč je bilo Murska Sobota sejemsko mesto. Ne? Tukaj so prišli, takrat se je več ali manj menjavalo blago in tako naprej, 100 let in več nazaj, in v glavnem to podobo mesta z temi sejmi lahko nadgradimo z pravimi in ustreznimi ukrepi. Gospod Anželj, Murska Sobota kot sejemsko mesto? Kot je že gospod Mešič povedal pravilno, Murska Sobota je dejansko že zgodovinsko gledana vedno sejemsko mesto. Tudi pri nas je značilna ta predelovalna industrija in kot taka bo Murska Sobota seveda sejemsko mesto tudi ostalo, zato si bom tudi sam prizadeval. Glede stojnic, sedaj bomo decembra že namestili stojnice na tržnici, z prenovo tudi tržnice se bo še več teh hišk kupilo, stojnic. Tudi v načrtih imamo prenoviti stojnice, ki so na tržnici, tekstilni tržnici. In kar se tiče mesta tega sejma, Slovenska ulica ali kje drugje, seveda je to stvar dogovora. Ampak ja, je sejemsko mesto, potem smo znani in dejansko je tudi tu naša priložnost glede turizma, teh obiskov iz drugih krajev, da se še bolj postavimo na ta zemljevid. Gospod Mešič, vaša zaključna beseda pri tem vprašanju? Še enkrat bi rekel, bistvena je podoba, da nekdo, ki pride v Mursko Soboto, ki je regijsko središče, in tudi ti sejmi so od nekdaj dajali to regijsko podobo mesta Murska Sobota. To mora biti sistem, da veš, ko si za par let, ko to podobo izenačiš, zamisliš, grem v mesto Murska Sobota na sejem. In to moraš že videti. Kot je božični sejem, pa točno vidiš, kakšni so lepe hiške, lučke, medenjaki, ne vem kaj vse se na božičnem sejmu prodaja, tako moraš imeti v glavi, da greš. Ja, tako, tudi dobro vino od naših domačih pridelovalcev, ki jih po Pomurju in po Goričkem in pa tudi v širši regiji ni malo, to je potrebno ponujati. Nekako moramo izoblikovati zgodbo, ki bo potem miselno dajala ljudem tisto fino zadevo v svoji glavi, da pridejo v Mursko Soboto, tu nekaj kupijo, tu nekaj spijajo in se podružijo. Hvala lepa, gospod Mešič. Torej, sedaj smo zaključili to temo vezano na turizem, sedaj pa gremo še na naslednjo temo, to je pa vizija mestne občine Murska Sobota. Spravi, nekako gledalke in gledalce, oziroma predvsem občani in občanke mestne občine Murska Sobota, ki se bodo v nedeljo odločali, komu od dvoja bodo namenili svoj glas, morajo tudi vedeti, kakšno vizijo imate, torej kak je pogled v prihodnost. Pa gremo najprej za vas vprašanje, gospod Anželj. Torej, 4. decembra bodo volitve, že 5. decembra bo dejansko to že tudi znano. In če boste izvoljeni za župana, kaj bodo tisti prvi ukrepi oziroma koraki, ki jih boste storili, vkolikor boste
izvoljeni za župana Mestne občine Murska Sobota? Če vam prvo odgovorim za vizijo, moja vizija mestne občine je v bistvu 20 let, ne 4 leta. Pa ne zato, da bi želel biti 20 let župan, ampak ker gledam iz perspektive mojih otrok, ki so sedaj najstniki in bojo čez 20 let stari tako, kot sem zdaj jaz, ali pa leto več ali manj. In dejansko ta vizija temelji, danes še nič nisem povedali o primestnih naseljih. Dejansko razvoj primestnih naselij je prav tako pomemben kot razvoj samega mestnega središča. In ta enakomerna razvitost primestnih naselij in potem tudi v sorazmerju z samim mestom. Prvi ukrepi. Seveda, glede na situacijo, ki sedaj vlada v Evropi, draginjska kriza, energetska kriza, bomo poskrbeli za ljudi, da bojo vsi pod dostojnimi pogoji preživeli to zimo in jim bomo tudi pomagali, ker občina smo ljudje in ljudi moramo postaviti na prvo mesto. Potem seveda čar mestne občine Murska Sobota je tudi, da je veliko projektov že v teku. Te projekte želim zaključiti. Že sem omenil Noršinska cesta, Markišavska cesta, krožišče v Černelavcih, obvoznica, nadgradnja severne obrtne industrijske cone, javni WC na Slovenski ulici, prenova avtobusne postaje, prenova tržnice, ureditev ostalih ulic mestnega jedra in seveda potem pridejo ti novi projekti, kot smo tudi že povedali, talent center, upravno središče, tako da projektov je res veliko, dela ne bo zmanjkalo in z ekipo, ki je že na mestni občini in katera pač tam že deluje in jo bomo tudi nadgradili, se teh izzivov niti malo ne bojim. Prav tako smo že povedali črpanje evropskih sredstev, tudi tukaj merila moramo postaviti visoko, tako da to so ti prvi ukrepi, ki jih bom kot župan speljal. Hvala lepa, gospod Anželj. Gospod Mešič, kaj bodo vaši prvi ukrepi? Ker sem nekako iz gospodarstva in tudi, ko bom župan, bom funkcioniral bolj gospodarstvo, kot pa nekako z sedeža pisarne, šel bom na teren, kot sem povedal že sedaj na terenu, ko sem obiskoval vasi. To bo, rekel sem, en dan bom v pisarni, en dan bom v Ljubljani, 3 dni bom pa na terenu. V glavnem gospodarstvo spada Sojic, potem spada sem vzhodna obvoznica, ki jo čim prej moramo začeti graditi, vsemi temi rekonstrukcijami, tudi Noršinske ceste, ki je v strašno slabem stanju. Potem, da se vrne nazaj na vasi in primestna naselja, moja ideja je v glavnem, da enakomerno razvijamo mestno občino Murska Sobota in damo neko nadgradnjo vasem, in ker smo mesto kar dokaj renovirali v zadnjih. Hvala lepa, gospod Mešič. Gospod Anželj, zaključna beseda pri tem vprašanju je vaša. Jaz bi še dodal, ker sem prej dejansko izpustil, brez uspešnega gospodarstva in podjetništva se pravi ni niti razvoja mestne občine Murska Sobota. Podjetniška iniciativa v mestni občini narašča in dejansko bomo stimulirali tista srednja in manjša podjetja, ker dejansko nekih velikih multinacionalk verjetno tukaj ne bomo mogli imeti in dejansko ta manjša in srednja podjetja tudi dajo večjo dodano vrednost, tudi zaposleni imajo boljše pogoje, večje plače in dejansko tudi na tem področju se bomo ukvarjali, se zavedamo pomena tega področja. Mestna občina Murska Sobota se je v prejšnjih mandatih 2 razvijala hitreje kot ostale v regiji in tudi marsikje po Sloveniji in dejansko s tem še hitrejšim razvojem bomo poskrbeli za kvaliteto bivanja, za kvaliteto sobivanja v mestni občini Murska Sobota. Hvala lepa, gospod Anželj. Še morda to vprašanje za vas, gospod Mešič. Torej, če boste v nedeljo izvoljeni za župana, pa boste potem imeli 4-letni mandat, kakšno Mursko Soboto si vi želite, da bo postala leta 2026? Prvo si želim naprednejšo Mursko Soboto, potem zdravo Mursko Soboto, športno Mursko Soboto, enakopravno Mursko Soboto. To so nekšna vodila, dostopno Mursko Soboto, župana dostopnega, občinsko upravo dostopno. Nazaj bomo uredili vprašanja po internetu, katero je prejšnji župan ukinil, sedaj je nekako to razdelil na svetnike.
pomoč občanov točko, to bomo nazaj, hočemo vedeti takoj iz prve roke, naj občani pišejo in takoj se posvečamo delu in tisti problematiki, ki bo v sami mestni občini Murska Sobota. Hvala lepa, gospod Mešič. Gospod Anželj, torej, če boste vi v nedeljo izvoljeni za župana in boste zasedli stolček župana v naslednjem mandatu, 2022-2026, kakšno Mursko Soboto si vi želite, da bo postala leta 2026? Mestna občina Murska Sobota je, mislim, da v letu 2020 bila finalistka, regijska finalistka za najbolj prodorno občino. In jaz si želim, da po končanju mandata ne bomo finalisti, ampak bomo zmagovalci. In tudi vse ukrepe in vsa dejanja bodo k temu usmerjena. Jaz bom župan vseh občanov, moja vrata bojo za vse odprta in tudi bom med ljudmi, se bom gibal med ljudmi, že sedaj se veliko gibamo med ljudmi in jim prisluhnemo. Župan mora čutiti utrip mesta, utrip primestnih naselij, problematiko ljudi in delujem 25 let že v javni upravi, delam z strankami ves čas, tako da ta pristop mi ni tuj in z občinsko upravo, ki bo prav tako usmerjena k uporabnikom, se pravi k občanom in občankam, bomo te naloge tudi uspešno upravljali. Se pravi, torej smo sedaj zaključili to temo. Imam še pa tu dve vprašanje, za vsakega eno vprašanje, ki sta zelo podobni, pa bi prosil, če bi lahko odgovorita. Je pa dejansko vezano na zaključek oziroma na rezultat volitev. Pa gospod Mešič, najprej za vas, ker postavljate dve različne kombinacije. V primeru, da boste vi izvoljeni in boste vi župan. Gospod Anželj pa dela na občine, torej je v tej ekipe župana. Če boste vi izvoljeni, pa bo na občini delal, a boste lahko sodelovali, ga boste imeli v ekipi? Ja, on pač upravlja funkcijo na občini v svojem resoru, seveda, ko bom ga imel v ekipi, potem, gledajte, če kdo ne bo delal glih najboljše kot treba, bom se pač z njim pogovoril. Jaz sem človek kompromisov, človek pogovora, takega me že vsi celo življenje poznajo, vejo, da nikogar ne bom mobbingiral, degradiral in podobno. Mogoče bom pogledal, kaj je delal v preteklosti to zadnjo leto, malo prevetril njegove papirje, slišal sem pa videl, da tudi nekatere stvari ne štimajo tam, drugače pa bom se z njim dobro razumel. Vi, gospod Anželj, boste v tej konstelaciji lahko z gospodom Mešičem sodelovali? Vsekakor. Dejansko je funkcija župana in tudi v mojem programu sodelovanja in brez sodelovanja ni razvoja in napredka. Zdaj ne vem, na kaj gospod Mešič cilja, ampak mislim, da meni se zadeve štimajo, upravljam jih strokovno, korektno in po vseh pravilih, ki pač se upravnega poslovanja tičejo. Zdaj pa, se pravi, ključnega pomena je dobra ekipa. Dobra ekipa sprejema potem dobre predloge, se pravi dobre odločitve in potem tudi župan lahko prenese na mestni svet te dobre odločitve in dobre predloge. Mestni svet jih pa sprejema. Zato je dejansko ekipa, s katero župan dela, mora biti kvalitetna, strokovna, usposobljena in kompetentna. In moji sodelavci, ki sem jih imel priliko skoraj v teh dveh letih spoznati, so ravno takšni, strokovni, kompetentni in s tako ekipo tudi optimistično zrem v prihodnost. Imam nekako občutek, da sta, kako bi rekel, žen in pa nevesta, ker vsekakor vaju v prihodnosti, v naslednjem mandatu nekako vajno poslovna, politična pot nekako se križa. Pa morda ta druga, pa ne vemo točno, kdo bo ženin, pa kdo bo nevesta, to bodo komaj volitve odločile, pa morda ta druga opcija, gospod Anželj, malo za hec, pa malo za res, ampak vseeno, gospod Anželj, zdaj pa čisto za res, druga varianta je, da boste vi izvoljeni za župana, gospod Mešič bo pa mestni svetnik v mestni občini Murska Sobota. A boste lahko skupaj tvorila prihodnjo politično zgodbo Murske Sobote? Torej, boste vi nekako z gospodom Mešičem lahko v mestnem svetu v tej zgodbi sodelovali? O tem sploh ne dvomim, saj sem povezovalen. Dejansko župan mora tudi v mestnem svetu delovati povezovalno.
kaj ti rabi ekipo in tudi mestni svetniki bojo potem odločali o teh predlogih in verjamem, da bojo moji predlogi kvalitetni in taki, ki bodo mestno občino v razvoju porinili še naprej. In zato tudi ne dvomim, da gospod Mešič ne bi podprl tiste dobre projekte, tiste projekte, ki so v interesu občanov in občank in same mestne občine in tudi regije. Zato v najno sodelovanje kot mene, kot župana, ne dvomim. Gospod Mešič, kot mestni svetnik boste lahko sodelovali z gospodom Anželjem, če bo v vlogi župana? Ja, jaz bom lahko z njim sodeloval, pa želim si, da sodelujeva in da, žal moram povedati, da gospod Jevšek je bil dostopen, pa me je vedno sprejel. Ampak zmes je bil izključevalen in to se mi ni dopadlo, upam, da bo Damjan potem boljši. Tisto je bil gospod Jevšek, to je pa Damjan Anželj. Že za naprej sem povedal, kaj si želim. Torej, vzeto na znanje. Ja. Gospoda kandidata za župana mestne občine Murska Sobota, hvala lepa za te vsebinske odgovore. Gremo še pa zdaj čist na to zaključno zadevo. Torej, ponujamo vam čist za zaključek, da nagovorite volilke in volilce oziroma prebivalce oziroma občane in občanke mestne občine Murska Sobota preko naše televizije, da jih nekako spodbudite, da se naj tudi udeležijo volitev in tudi seveda, da naj glasujejo za enega izmed vaju. Tako da bi prosil, pa če smo prej začeli z gospodom Anželjom, pa sedaj začnimo z gospodom Mešičem. Gospod Mešič, izvolite, beseda je vaša za nagovor občanov in občank mestne občine Murska Sobota, ki se bodo 4. decembra odpravili na lokalne volitve. Hvala, dragi občani in občanke mestne občine Murska Sobota. Ne bom govoril dolgo, povedal bom samo eno. Tretirajte me kot Andreja Mešiča. Kandidiram kot Andrej Mešič in v Murski Soboti vedno delujem kot oseba Andrej Mešič, ki se noče skrivati za nobenimi zidovi in nobenimi stvarmi, ki bi me zakrivale. Zato, ko se boste v nedeljo odločali o tem, komu boste dali glas, vedite, da sem vedno to, kar sem že skoraj 50 let, odkar sem na tem svetu. Zato pustite vse ostalo v svojih mislih in vedite, da bom delal kot človek, kot tisti, ki je rasel skoraj celo življenje in deloval v gospodarski družini, tako tudi za vas. Sedaj sem se vam ponudil, da delam za dobro občine, za dobro občanov in nekako 4. v nedeljo mi dajte in oddajte svoj glas. Hvala vam. Hvala lepa, gospod Mešič. Pa se gospod Anželj, še vaš nagovor občankam in občanom mestne občine Murska Sobota. Spoštovane občanke in občani, v nedeljo bomo vsi skupaj odločali o nadaljnjem razvoju mestne občine Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota se je v prejšnjih mandatih razvijala hitreje kot druge in tudi mi ponujamo ta nadaljni hiter razvoj. Vodili bomo politiko spoštovanja, brez izključevanja, strpnosti in medsebojnega razumevanja. Zato je vaš glas zame, glas za Mursko Soboto, za mestno občino Mursko Soboto. Draga kandidata, hvala lepa za vaš čas, hvala lepa za zanimivo debato. Mi vam želimo čim boljši rezultat v tem drugem krogu, ki bo potekal 4. decembra in želimo, da zmaga najboljši. Hvala. Vam, dragi gledalke, dragi gledalci, pa upajmo, da smo vam olajšali odločitev 4. decembra, da se boste tudi lažje odločili, kateremu izmed kandidatov, s katerimi smo se danes tukaj v našem studiu pogovarjali, boste namenili svoj glas. Hvala za pozornost in nasvidenje.